Ahil na Skirosu in dr. Metoda Kokole, predstojnica Inštituta za muzikologijo. Gre za prepise, ki jih je dal grof Ignaz Adams narediti, ko je prisostvoval tej operi v Rimu v predpustni sezoni leta 1738. Kaj je pravzaprav tam počel, zakaj so tja hodili in kako so bili ti prepisi najdeni? Mislim, da je to zelo zanimiva zgodba. Ja. Bom še en uvod v to zgodbo naredila. V 4 minutah. V 4 minutah ali pa malo več kot ostali. Dva zvezka Monumenta Artis Muzike Slovenije pravzaprav povezuje en arhiv in en projekt. Oba zvezka sta nastala v okviru evropskega projekta o glasbenih migracijah in eden izmed virov za oba zvezka, torej dva ločena sicer vira, prihajata iz istega arhiva, iz zgodovinskega arhiva v Gorici. Tako da glasbena umetnost gre zelo široko in včasih najdemo tudi vire, skupne vire v nepričakovanih krajih. Sedaj pa zgodbi o Ahilu. To je zgodba o glasbenem, muzikološkem raziskovanju od vira, torej od pozabljene, neznane škatle starih glasbenih rokopisov, za katero se svet do leta 2012 sploh ni zanimal. Ta škatla se nahaja v Pokrajinskem arhivu v Mariboru in pravzaprav smo jo pri sistematičnem iskanju starejših glasbenih rokopisov virov za glasbo na Slovenskem najdi slučajno. Prišla je upam reči, v prave roke, kajti rokopisi, ki se nahajajo v teh sedaj dveh škatlah, so me nagovorili. Torej, glasbeni rokopis lahko ostaja suh zapis na starem papirju, lahko ga celo muzikolog popiše, napiše incipit in ga zabeleži v podatkovno bazo, lahko pa je to mnogo več, lahko nam pove svojo zgodbo. In ta zbirka je izjemno bogata. Ta zgodba, ki jo že sam glasbeni material z vsemi noticami pove, je izjemna. Torej, zakaj gre? Te rokopise je hranila 300 let v svoji zbirki družina Adams iz Slovenske Bistrice. Torej, družina, ki si je ustvarila svojo osnovno vejo v Slovenski Bistrici. Sicer pa družina izhaja iz bogate mecenske družine štajerskih, tako imenovanih štajerskih Adamsov iz Gradca. Do tja pa so prišli iz Svetega križa, torej so svetokrižki iz Primorske. Zakaj? Torej v Gorici tudi kakšen vir. Torej, družina Adams je te vire hranila in poleg not se v tej škatli nahaja tudi seznam. Torej, gre za lista delle arie, seznam arij, ki je bil sestavljen za grofico Jožefo. Torej, spet novi podatki. Na samih notah, ki sem jih pregledala, bile so seveda popisane v podatkovno zbirko, sem jih pregledala, analizirala, poskusila postaviti v čas in prostor in se potem po ugotovitvah, da gre za različne skupine glasbenih rokopisov in ena od skupin je imela dosti več podatkov kot druge, kajti zabeležene so bile imena oper, kraji, imena oseb, se mi je zdela bolj zanimiva. Iskala sem sekundarne vire in ugotovila, da je zbirko, saj ta del zbirke prinesel grof Ignaz Marija Adams, drugi, torej ne tisti znani mecen, umetnostno-zgodovinski mecen, temveč njegov vnuk iz Rima. Torej, iskala sem ponovno nove osnovne vire, kaj se je takrat v Rimu dogajalo, zakaj je bil v Rimu. Odkrila sem, da je grofa v mladosti oče poslal na kavalirsko potovanje, dejansko je potoval po Evropi in se leta 1738 mudil v Rimu. V Rimu je
tako, kot nam govorijo po eni strani same note, po drugi strani pa dokazujejo pisma, ki jih je pisal očetu v Gradec in ne nazadnje dokumenti, ki jih imamo, ki so na voljo o opernih uprizoritvah v Rimu v tem letu, nam pove, da je tam poslušal 2 operi v predpustnem času. Ena od teh 2 je bila Achille in Sciro, neapeljskega oziroma maltežanskega skladatelja Giuseppa Arene, in očitno se je nad tem tako navdušil, da si je kupil kar 9 prepisov posamičnih arij, torej 8 arij in en duet. To takrat ni bilo nič posebnega, kajti ko je vsaka nova opera prišla na spored, so kopisti takoj razmnožili najuspešnejše arije in jih je bilo mogoče kupiti oziroma si jih naročiti. Posebnost teh arij, ki si jih je mladi Ignac Marija nabavil v Rimu, je to, da si je dal izdelati poseben dodatne parte za prečno flavto. Torej, bil je flavtist, kar po drugi strani spet dokazuje drugi vir v tej zbirki, namreč skladbe za prečno flavto solo. Tako da zgodba gre od vira, analize, umestitve v čas in prostor, novega vira postsekundarnega pisma in arhivskih dokumentov, nazaj k viru, torej izbranim notam iz tega arhiva, torej gre za trenutno za te arije iz opere Achille in Sciro, torej prepisati se da vse arije za vlogo glavnega junaka Achila in nekaj arij za njegovo partnerko, bomo rekli moderno, Deidamejo in duet. V tej izdaji smo se v okviru tega mednarodnega projekta o glasbenih migracijah odločili za izdajo arij Achila in Deidameje, čeprav niso vse arije ohranjene v Mariboru. Nekaj jih v Mariboru ta hip do danes so se ohranile 4 in duet. Ostale 4 je imel zapisane v seznamu arij, pa se niso ohranile, 2 pa smo dodali kasneje. Torej, glavni vir niso mogli biti samo rokopisi, ki se nahajajo v Mariboru, temveč sem poiskala seveda vse, kar sem lahko našla sekundarnih virov, oziroma v tem primeru celo primarni vir. Primarni vir, prepis celotne opere Achille in Sciro se nahaja v Berlinu, gre za italijanski rokopis, zelo verjetno iz leta 1738, torej ki prinaša celo opero. Eden od mojih recenzentov je rekel, da tako kompliciranego revizijskega poročila še skoraj da ni videl, kajti poskušala sem združiti 2 glavna vira, torej prepis iz kompletne opere in rokopise, ki jih imamo danes v Mariboru. Poleg tega pa sem našla in primerjala in jih tudi upoštevala še dodatne prepise posameznih arij iz 7 evropskih glasbenih arhivov. Zakaj prav ta opera in te arije? Zanimive so tudi zato, seveda, ker grof Athens ni prinesel teh arij samo za domače muziciranje, temveč so jih vključili preko impresarijev, ki so takrat uprizarjali italijanske opere v Grazu, v repertoar, ki je bil dostopen širši publiki. Torej, v pastičo operah so prav arije iz Achila na otoku Skiros slišali tudi prebivalci Graza že v letih 39 in 40. Tukaj pa torej arije za vse sopranistke, ki jih to zanima. Hvala. Najlepša hvala za to zelo zanimivo zgodbo.